Omenjenega tridnevnega izobraževanja pred Gasilskim domom Laško se je udeležilo 99 udeležencev, od tega 58 poklicnih gasilcev in 41 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev, kjer so se učili tehničnega reševanja. Izvedla ga je ekipa inštruktorjev iz podjetja Weber. Mi smo lani hoteli imeti malo večjo prireditev tam pred Termano Laško, ker nam to zaradi ukrepov ni uspelo, smo lani naredili že en tak manjši dogodek, zato tudi letos. Tle se moram zahvaliti podjetju Heavy Rescue Slovenija in podjetju Weber, ker je od nas prepoznal sposobne organizatorje, bom rekel, da nam že drugo leto zaupajo takšno prireditev. Konec koncev ni mačji kašelj dobiti iz Renault Francije 6 novih Renaultov, katere bojo gasilci včeraj, danes pa jutri razrezali. Pri tem se bojo naučili vseh novih varnostnih sistemih. Tako da mi smo ponosni, da smo prepoznani tudi kot gasilsko društvo, smo sposobni takšno organizacijo se iti. Torej 6 povsem novih avtomobilov francoskih iz Renaulta za takle preizkus. Marsikateri občudovalec avtomobilov Renault pa še sploh bi bil žalosten. Ja, tu je pogled z te strani, da gasilci se morajo naučiti reševati poškodovance iz nove tehnologije vozil in tukaj sodelujemo mi kot proizvajalci reševalne opreme z proizvajalci avtomobilov. Eno izmed podjetij, ki nas zelo dobro podpira, je Renault iz Francije, kjer zagotovijo ustrezno število za gasilce. In tako smo prišli tudi v Slovenijo s temi vozili, kjer gasilci zato režejo, razpirajo, ampak pločevina je pločevina. Ali to pomeni, da so to, če govorimo o teh francoskih avtomobilih, da so to vsem brezhibna vozila? Vsem brezhibna vozila se lahko pa pogledate, to so višji cenovni razred oziroma višji srednji razred. Z vso opremo, vozilo bi se lahko peljalo, žal ima na vsakem vozilu nalepko, da ni za prodajo, kar pomeni, da ni vseh papirjev, tako da noben ne bi mogel registrirati. So pa to vozila kompletno takšna, kot so na cesti, ampak pa so namenjena za učenje gasilcev pri sami morebitni prometni nesreči. Kakšne so koristi za ljudi, za nas voznike in tiste, ki to niso, da vidijo takšne stvari? Ja, vsekakor koristi so velike. Mene malo žalosti, da ni mogoče več obiskovalcev, da bi videli, kaj naredi hitrost, kakšen je postopek gasilcev, če se nekje ven reže. Tudi moramo čim prej pristopati do poškodovancev v čim krajšem času, zato da poškodovana oseba v čim prejšnjem času pride v bolnišnico. Mi se moramo pač usposobiti za primer, da novo tehnologijo prilagodimo našo taktiko. Nova vozila so bistveno drugačna kot pa vozila izpred 5, 10, 15 let. In tako kot se avtomobilska industrija razvija, se razvijamo mi v orodju, pa spreminjamo taktiko posredovanja. Verjetno taki preizkusi letošnji niso povsem prvi. Ali se vozniki iz tega kaj naučijo? Vozniki, tisti, ko so udeleženci, se mogoče kaj naučijo. Mi kot gasilci na voznike ne moremo s tem tečajem vplivati na bolj zmerno vožnjo. Je pa dejstvo, da so vozila novejše, novejše generacije, postala tako varna, da nudijo neko, maksimalno zaščito pri normalnih zmernih hitrostih. Kaj pa ravno novi avtomobili? Ja, ta podjetje Weber dela z večjimi hišami za avtomobile. Torej avto, tudi če je še tako zelo dober, ne zadošča. Ja, nudi zaščito, ampak na koncu še vedno vodi ga človek in pa proizvajalci poskušajo neko varnost zagotoviti pri povprečnih hitrosti, so pa vedno pri prometnih nesrečah nepredvidljive situacije, razmere, ker tudi najboljša tehnologija ne more preprečiti poškodb. Včasih tudi, na žalost, z smrtnimi izidi. Predvsem se gre tu za preizkus varnostnih sistemov, se pravi, da sami gasilci na terenu, ko se srečajo s tem avtom, da potem vidijo, na kakšen način je treba avto odpreti. Se pravi, nekaj imamo starejših avtov, kjer so sistemi slabši, v teh novejših je to boljš. Tam v zadnji nam je še Avtotehnika Celje pripeljala 3 električna vozila, da se gasilci seznanijo, ker vemo, da
trend nekako gre v te električna vozila. Se pravi, da gasilci vejo, kje je baterija, kaj je treba narediti s to baterijo, pa z vsemi temi stvarmi. Tako da vsekakor korist gasilcu, tudi prva 2 dni sta rezervirana za poklicne gasilce, ko se s tem najbolj srečujejo. In jaz verjamem, da inštruktorji iz Slovenije pa iz Nemčije, da bo to zelo, zelo dobro pokazali. Ob tem so v soboto pri dvorani Tri lilije predstavili še opremo in vozila, s čimer razpolagajo v Gasilski zvezi Laško. V njej je več kot 1100 gasilcev in gasilk, od teh jih je operativnih okrog 300. Današnji dogodek je v bistvu namenjen predvsem prikazu različne gasilske tehnike na opremi, s katero razpolagamo v Gasilski zvezi Laško. Namen vsega tega je, da poskušamo na nek način občanom prikazati, s kako različno gasilsko tehniko razpolagamo v primeru nekih intervencij, izrednih dogodkov, kateri se zgodijo v občini Laško. Poleg vsega tega pa, saj veste, vsi mladi nadobudni gasilci si želijo preizkusiti neke discipline, zato imamo tudi tamle v ozadju otroško gasilsko postajo, katero se lahko pohvalimo, da je njen osnovni avtor, član naše gasilske zveze, to je Srečko Očko, ki si v bistvu to gasilsko postajo zmislil z svojo idejo in jo nadgradil do te mere, da se lahko otroci zabavajo v taki meri, kot se pa se. Bolj fajn mi je, pa bi tudi jaz bil rad gasilec. Čeprav sem že bil, pač sem se vpisal, pa sem se malo izpisal, ker mi je bilo dolg čas, ker sem bil še mlajši, ampak zdaj se bom spet vpisal, ker mi je res fajn. Zdaj v bistvu, ko vidite za nami, je del otroškega Fire Combata oziroma otroški boj, temelji na osnovi Fire Combata. To je zadeva, ko imajo odrasli gasilci oziroma tekmovanje, kjer poteka čez poligon. Če se obrnemo, tule imamo postajo gasilsko, pa gasilski avto, kjer ima tudi luči, pa sireno. V bistvu cilj tega je, da otroke bolj spravimo v gasilstvo. Naša ideja se je rodila v našem društvu. Srečko Očko je bil zadolžen, je imel idejo, da bi naredil za otroke. In v bistvu se je naredil zelo lepa družba, se je dobila vseh mladih, ko so prišli pa pomagali. Imamo v bistvu vse boje oziroma vso tehniko, ki se tudi uporablja na različnih tekmovanjih. Lahko rečem sam, če govorimo o nekem tranzitu čez naš kraj, veliko tranzita gre čez naš kraj, lahko govorimo tu o električnih vozilih, lahko govorimo o vozilih na neke ogljikovodike, na nek vodik, to so vse neke nevarnosti. Poleg tega pa tudi industrije ni malo v naši občini, kjer predstavlja spet posebno pozornost oziroma kar se tiče nevarnost za gasilce. In vsaka intervencija je različna. Ko govorimo tudi Laško, je opredeljeno predvsem na poplavno območje, tudi te zadeve niso zanemarljive. In za vse to morajo biti gasilci strokovno usposobljeni in pa predvsem morajo imeti ustrezno tehniko, da ob elementarju nekih izrednih dogodkih lahko ustrezno posredujejo. Trenutno se sicer srečujemo z nekim velikim problemom, to je ta naš vadbeni poligon, s katerim trenutno ne razpolagamo. Sicer so neke ideje, župan nam je ob volitvah obljubil gasilski poligon, ampak še nismo zakopali temeljnega kamna. Tako da to je velik problem glede strokovne usposobnosti. Trenutno se sami znajdemo v nekih močeh, ampak to ni to, kar bi moglo biti. Učimo se gasiti, lahko gasimo, da se spuščamo, da peljemo tega majhnega avtka, pa tudi učimo se malo, kako gasiti tudi. Ja, absolutno. Struktura, če se opredelim na operativno delovanje, je struktura čisto različna. Če lahko govorimo včasih, da smo gasili kozolce, tega dejansko sploh ni. Mi včasih v hecu malo rečemo, da so vsi kozolci zgoreli. Ampak ne, dejstvo ni tako. Struktura intervencij se je spremenila, operativno delovanje pa posebej neka druga zgodba, kar je bila v preteklosti, zato je potrebno tudi strokovno znanje večje in pa seveda tudi gasilska tehnika temu prilagojena.